Pomemben premik v zadnjem letu se je že zgodil. Konvencija Združenih narodov v svojem 24. členu, v katerem govori o pravicah do izobraževanja invalidov, odslej mednje vključuje tudi osebe z Downovim sindromom. V pripravi pa sta tudi dva nova predloga zakona o socialnem vključevanju in o usmerjanju oseb s posebnimi potrebami, ki naj bi njihov položaj izboljšala. Odločili smo se tudi, da bi bila neka delovna skupina, tak monitoring grup, ki bi spremljala, kako se implementira tisto, kar starši otrok s posebnimi potrebami, posebno z Downovim sindromom, pričakujejo. Ja, to je področje srednjega šolstva, po končani osnovni šoli. Bi bilo potrebno čim več programov z nižjim izobrazbenim standardom v območjih, kjer pač živijo. Naprej, če nadaljujemo za področje zaposlovanja, je treba urediti državne poklicne certifikate. Sicer pa je predsednik Pahor danes poznal tudi pomen spremljevalca, ki ga je treba za ustrezno podporo v razvoju oseb s posebnimi potrebami v zakonu na novo opredeliti. Naša absolutna želja je, da skrbimo, da zagotavljamo čim boljše pogoje. Kaj pa to pomeni? Ustrezno število otrok v skupinah, ustrezno število podpornega kadra za vse tiste zahteve in potrebe, ki jih otroci imajo. Osebe z Downovim sindromom so se doslej, če so le imele priložnost, izkazale kot zanesljivi in marljivi delavci. Zato je želja vseh, ki z njimi delajo, da bi imeli to priložnost čim večkrat.